spodbuda za pisanje že tlela v vas, ali je spodbuda za nastanek te knjige prišla po izidu prve? Ja, spodbuda za nastanek te knjige je prišla med urejanjem župnijske knjižnice. To pa je v času gospoda župnika Lenarta. To je pa vsekakor pred izidom prve knjige. Namreč pri urejanju knjižnice sem prišel tudi do knjig o sosednjih župnijah. Naprimer, gospod župnik Časl iz Marije Snežne je napisal že kar 2 knjigi o svoji župniji, a mi v Jakobu pa nismo imeli ničesar. To se mi meni zdelo nesprejemljivo. Še dobro, da se vam je, ker drugače danes ne bi bili tukaj. Samo oblikovanje in priprave za tisk so zaradi epidemije potekale počasi. Vendar je vaše strokovno delo iskanja in preučevanja virov ter samega oblikovanja besedila ter slikovnega gradiva takrat že bilo končano. Koliko časa je bilo potrebnega, da je knjiga nastala? Ja, potrebna so bila 3 leta. Dejansko od prve pa do zdaj. Torej vemo, kaj bo čez 3 leta. Seveda, ob urejanju župnijske knjižnice, seveda sem gledal tudi v tiste arhivske knjige in sem si delal izpiske, tako da je to že delno nastajalo tudi prej. Po drobcih je nastala knjiga. Tako, ja, seveda. Zdaj, ker sem moral knjigo nekam uvrstiti, sem moral pogledati, kaj piše v njej, ne. In če je bilo zanimivo, sem imel zvešček in sem si že beležil. Torej, to je recept, kako napišeš knjigo. Če pa se sprehodimo po kazalu knjige, opazimo, da so v to knjigo vključene nekatera poglavja, ki smo jih zasledili že v prvi knjigi. Naprimer križi, kapele, kipi, kužna znamenja. Zakaj? Ja, torej križi, kapele, to so lepi izdelki, torej imajo umetniško vrednost, zato so to kulturne vrednote, obenem pa imajo versko vsebino in verski namen in se v ta namen tudi uporabljajo. Naprimer, ob križih se vrši blagoslov velikonočnih jedi. Občasno se tudi ljudje tam zberejo pri molitvah. Poleg tega sem zasledila tudi, da meja župnije se ne sklada z mejo krajevne skupnosti. Ja, to je res, ne. V tej knjigi sta opisana še 2 križa, ki se nahajata na Srebotju, in pa en križ, ki se nahaja v Jurjevskem dolu, ki ne spadata v krajevno skupnost Jakobski dol, spadata pa v župnijo Sveti Jakob. Torej so povsem upravičeno se ponovno znašli v knjigi ti pomembni elementi kulturne krajine naše vasi. Ja, torej tu je širši obseg, kot pa je v tisti prvotni knjigi samo o kulturnih in naravnih znamenitosti Jakoba. In ko že omenjamo kužna znamenja, pa ne v prvo in ne v to knjigo ni vključeno majhno kužno znamenje, ki se je na oknu kulturne dvorane pojavilo 19. decembra 2020. Danes je priromalo v dvorano in je razstavljeno tukaj na tem podstavku. Seveda ste ga izdelali vi. Bi nam ga predstavili, prosim? Ja, to prvenstveno ni kužno znamenje, ampak opozorilo, da je med nami bolezen korona. In to opozorilo sem vklesal v kamen, da se ne bi zbrisalo, kot se zbrišejo napisi na papirju. Zdaj, kaj piše na tem
opozorilo. Torej v tem delu, ki gleda proti nam, je napisana letnica 2020 in pa v jakobskem narečju Bolaje korona. To je seveda narečje tu v Dolu, ne? Mi imamo gora Boleje. No, na stranskem delu, ki gleda proti gledalcem, je napis v Jakobu brez maše, šole, umrli, dvopičje. Ker moram še vklesati število umrlih, ko bo epidemije konec. Seveda pa je poleg slovenščine napis na drugi strani v latinskem jeziku za tujce in pa tudi domače, ki pač latinščino obvladajo. In sicer je prav tako letnica 2020, COVID-19 in pa morbus corona. Na stranskem delu pa je napis in Sanctus Jacobus, sine missa, schola, etc. morti, dvopičje. Zdaj, to je zaenkrat opozorilo. Ko bo pa epidemije konec, ko bom vpisal še letnico konca epidemije, bom spodaj vklesal še tudi število umrlih, potem pa je lahko tudi kot kužno znamenje. Zdaj, kakega bomo postavili, torej treba bo narediti neko ogrodje, podstavek, morda bi to postavili v žarni zid, ki se bo gradil na pokopališču, da bi bil en stranski steber in bi imel na vseh 4 straneh stekla, šipe, da bi se videlo vseh 4 strani in bi se postavilo notri, kot spomin na to epidemijo. To je ena od idej, samo moram še se potem pogovoriti s šefi. Zanimivo. Upam, da bo letnica 21 in čisto nič več. Ja, jaz tudi si tako želim, oziroma vsi si tako želimo. Pa se vrnimo k predstavitvi knjige. Knjiga je v glavnini zgodovinski oris župnije Svetega Jakoba v Slovenskih Goricah. In če hoče raziskovalec preteklosti biti kredibilen, lahko to doseže samo z verodostojnimi podatki iz različnih virov. Pri vas najdemo tako ustne kot pisne vire. Koliko jih je bilo potrebnih pri nastanku knjige in kateri so bili najpomembnejši? Ja, ustnih virov nisem beležil v poglavju, ki je na koncu, torej v poglavju viri. Pisne vire sem pa vsekakor uredil po abecedi avtorjev in letnicah in teh pisnih virov je bilo 83. Zdaj, kateri so bili pa najvažnejši viri? Najvažnejši vir je vsekakor bila župnijska kronika. Pri tem... Napisana v gotici. Ja. Torej najstarejši del župnijske kronike od leta 1870 do 1887 je pisan v nemščini in gotici. In to v hudo nečitljivi pisavi. S tem sem se... Največji problem je bilo to prepisati. Ker včasih sem se trudil po cel dan z 2 stavkoma, da sem videl, da sem razvozal, kaj tam piše. Namreč župnik Repa je pisal črke N, E, A, O, eno in isto. Nisem mogel vedeti, kaj je. Nekatere črke so bile razpoznavne in šele potem po tistih sem lahko, ko sem šel skozi cel stavek in po nekaj črkah, ki so bile razpoznavne, sem potem ugotavljal, kaj bi lahko tam pisalo. Torej ste prevedli, prepisali celotno kroniko v
iz nemščine in iz gotice v slovenščino. Ja, najprej sem prepisal, potem pa prevedel. Torej potem naprej ni bilo več problem, ker je kronika pisana v slovenščini in v naši pisavi. Potem drugi, najpomembnejši vir pa je bila knjiga, oziroma so knjige Ignacija, zdaj pa moram pogledati. Ne, Novaka. Prosim? Ne. Zdaj pa mi je šlo. Ignacij Orožen. Ignacij Orožen, das Bistum Lavant, torej lavantinska škofija. To je pa tudi iz leta 1875, pisana je v nemščini in pisavi gotici. Ampak tale gospod Orožen je bil zaposlen na škofiji in je imel dostop do vseh pisnih virov v škofiji. Hvala lepa. In če smo že pri zgodovini in zgodovinskih virih, zasledimo lahko, da je cerkev v Jakobu v pisnem viru prvič omenjena v zapisu o turškem obleganju iz leta 1535. O zaselkih Ritiže in Ročica pa pisni viri poročajo že v 12. stoletju. Kako je lahko bila Ročica omenjena prej kot cerkev? Ker je tako lepa. Torej, imena zaselkov so navedena v dokumentih, ki urejajo lastništvo. Naprimer, samostan Admont je dobil v posest Ročico. In seveda Ročica ima površino preko 300 hektarjev in je ta vrednost neprimerno večja za neko cerkvijo. Cerkev je torej materialno nepomembna glede vrednosti za Ročico. In v tistih časih očitno jim je bilo lastništvo več vredno kot pa cerkve. In druga reč, mislim, to je moje mnenje. Po drugi strani pa je bil tedaj so pisali na pergament. Pergament je pa bil zelo drag. In so pisali le najbolj nujne stvari. Niso kar tako pisali karkoli. Poleg tega so arhivi v Admontu tudi zgoreli. In morda je tam še vseeno kaj starejšega zapisanega kot to, kaj poznamo danes. Ja, verjetno je bilo še kaj v samostanu Admont, še kaj zapisano, ampak samostan Admont je leta 1865 udarila strela in je v celoti pogorel. Tako da od tam dokumenti so izginili. Morda ena možnost, ampak zelo majhna možnost pa je, namreč samostan Admont je spadal pod nadškofijo Salzburg. Ampak čisto neka malenkost možnosti je, da bi se še v Salzburgu kaj našlo. Ampak to seveda jaz grem tja zastonj, ker v tistih arhivih ne bi našel. To bo lahko kakšen naš strokovnjak, ki ima neko temo in da bi slučajno on tam kaj našel. Morda nam bo pa sreča naklonjena. Ja, sej, jaz sem že govoril z profesorji zgodovine, z profesorjem Rozmanom, potem z
Andrejem. Ja, sodelavca sva bila, zdaj pa se ne spomnim. Ne? Prosim? Ne. Hozjan, ja, seveda. Torej s profesorom Hozjanom, da se priporočam, če bodo kaj takega, kje videli oziroma kaj našli o naši župniji. No, v Jakobu pa so še starejše priče zgodovine, in sicer je na južni strani cerkve vzidan starorimski reliefni spomenik, ki izvorno ni pripadal pokopališču okrog cerkve. Z njim imate prav posebno izkušnjo. Bili ste prvi, ki ste razvozlali napis na njem, to pa je tudi vaše lastno odkritje, ki ima širši pomen. Kako vam je to uspelo in kaj dejansko piše? Ja, kaj piše na tem spomeniku, je mene že zanimalo tisti čas, kar sem hodil k verouku. Sem že hodil tisti spomenik gledati. In ko je bila v Mariboru razstava Rimski kamnolomi, je bil ta naš spomenik na taki veliki sliki in je bilo napisano, da to je en najlepših starih rimskih nagrobnikov v tem okolišu. In sem se razveselil, zdaj bom pa jaz zvedel, kaj tam na njemu piše. Ne. Ti naši arheologi so sigurno to razvozlali. Ne. In sem bil potem razočaran in je pisalo, napis je nečitljiv. Ne. Sicer pa sem jaz o napisu na tem nagrobniku napisal članek v Občinske novice. Tako ne vem, če ima smisel zdaj to ponavljati, če ste brali. Po mojem ima smisel ponavljati, ker ljudje smo pozabljiva bitja in tukaj v knjigi piše, to, kar je bilo sicer že objavljeno, da piše Finitus itonis sibi et severe severifet. Ja, no, zgodovina raziskovanja napisa je takšna, da okrog leta 1860 je en Avstrijec v njihovem časopisu napisal delno vsebino tega napisa in še tam je imel nekaj napak notri. Potem to vsebino je prevzel Theodor Mommsen, Nobelov nagrajenec, za zbiranje oziroma za zbirko starih rimskih napisov dejansko po celem svetu. In tudi ta Nobelov nagrajenec je kar vzel tisto vsebino iz tistega avstrijskega članka, vsebina je samo delna in še tam in z napakami. In potem je Lenz popravil Nobelovega nagrajenca. Ja, res, to so tudi samo ljudje, saj seveda njegovo delo je ogromno, ni primerljivo z mojim, ampak in razvozlal je, da piše Finit, itonis sin je za življenja dal narediti spomenik sebi in ženi Severi, Severovi hčeri, stari 50 let. Kako ste pa to razvozlali, če doben Bog ne? Ja, no, če še dopolnim, potem pa v župnijski kroniki leta 1861 je zapisal gospod župnik Erhatič, ki je verjetno znal latinščino perfektno. Sem mislil, zdaj sem pa jaz pečen, gospod je pa to razvozlal, pa ni. Prišel je do 2 vrstic, pa tam je tudi nekaj po svoje nekaj po svoje napisal, kar ne drži. Ste uporabljali kakšne sodobne naprave? No in potem sem jaz seveda hodil, sem rekel, jaz se pa to ne bom vdal, tako dolgo bom to delal, da pridem do konca. In sem hodil ob jutrih, večerjih gledati z ene, druge strani, potem sem vzel mokro gobico, pa tako rahlo čez potegnil.
da bi se videlo tisto, da bi vdolbine ostale suhe, pa tudi ni pomagalo. Potem sem se pa spomnil, da doma, ko je na mizi steklo, pa ima raze. In če je gor kakšno blato, pa potegneš dol tisto blato, prej se raze ne vidijo. Potem pa potegneš tisto blato dol in se raze vidijo. In sem rekel, aha, to bom pa jaz zdaj uporabil. In sem vzel ilovico, pa vodo dodajal, naredil pasto in s tisto pasto z gumijasto lopatico, ki je za fugiranje, lepo tisto pasto nanesel gor na grobnik. Seveda sem dobil dovoljenje od Zavoda za spomeniško varstvo, tako da nisem na svojo roko delal. In ko sem jaz tole gor nanesel, čez čas so se pojavile črke in sem lahko prebral napis. Niso bili rentgenski No, žarki. potem sem pa prišel do knjige Latinska epigrafija. Tam sem pa prišel še do druge metode, ki se imenuje metoda kopiranja, kjer sem na grobnik z lepilnim trakom pritrdil list papirja in potem z voščeno barvico takole črčkal gore. Tako kot smo se otroci včasih delali denar. Smo kovanec vzeli, pa papir gor, potem pa se svinčnikom drgnili in smo dobili lep odtis denarja. No, tako sem jaz naredil na nagrobniku in sem tudi dobil odtis, kjer se je dala vsebina prebrati. No in zdaj, kaj piše na tem nagrobniku, kot je že Franja povedala, piše Finitus it tonis filius vivus fecit sibi et severe filie conjugi anorum quincredecim. V slovenščini to pomeni, finitus to je ime, finitus it tonis sov sin, je za življenja dal narediti ta spomenik sebi in ženi Severi, Severovi hčeri, stari 50 let. Torej, ko je bila njegova žena stara 50 let, je on dal narediti ta spomenik, kjer sta oba portretirana. In to je še danes najlepši spomenik v Jakobu. Torej, nimamo nobenega spomenika, kjer bi bili v spomenik vklesani portreti pokojnih. V bistvu zdaj vemo, kaj imamo in smo lahko... No, seveda potem, ko sem pa to razvozlal, je pa treba objaviti, ne? Če ne objaviš, je tako, kot da nisi nič naredil. In so mi potem objavili članek v časopisu za zgodovino in narodopisje. Malo me je bilo strah, ko bodo tam rekli v tem uredniškem odboru, ta pa ni zgodovinar, kaj ta tu išče, ampak sem gledal, da je bil članek čim krajši in čim bolj pedantno napisan, tako da mi res niso mogli najti napake oziroma karkoli očitati. In je bil članek sprejet. Čestitam. No, pa če pogledamo še v notranjost cerkve, najdemo v Jakobu posebnost in sicer kip Marije Matere Lurške. Kip stoji desno ob oltarju svetega Donata, to je tam, ko je harmonik. Zakaj je kip Marije Matere Lurške tako poseben? Ja, kip Marije Matere Lurške je poseben zato, ker nosi krono. Marija Mati Lurška ne sme imeti krone, nima krone. Ampak ima samo tuniko. Krono pa so ji dodali naknadno, ko ni več delovala Marijina služba, Marijina družba. Namreč Marijina družba, to je bilo društvo mladine, ki je predvsem po prvi svetovni vojni predvsem deklet, ki so si kupile krono, ki so jo potem na posebnem žametnem pladnju nosile ob posebnih priložnostih. Poleg te krone so imele še svojo belo zastavo.
prapor. In seveda, ker očitno, ker je gospod župnik videl, da ta krona se tam nekje praši, ne, se ne uporablja več, je očitno dal posaditi na glavo te Marije Matere Lurške. Hvala. Torej imamo mi Marijo Mater Lurško okronano. Ta zanimiva Marija je v cerkvi. Na počeniku pa najdemo še en kip Marije, ki ima prav tako posebno mesto v zgodovini kraja. Zakaj? Ja, na postavku tega kipa je najstarejši napis v slovenskem jeziku v našem Jakobu. Torej, tukaj je najstarejši napis v slovenščini, v Jakobu. In seveda ga najdete v knjigi. Ko pa smo že pri Mariji, pa bi si lahko privoščili še eno Marijino. Prosim, pevce. Prosim? 1800 pa še nekaj. Ja, 1800 piše, ja. 1800, 15, 15 po Napoleonu. tam nekaj takega. Ja. Zdaj nimam očal, bi vam... Ja, ja. Hvala zboru. No, jaz bom odgovoril gospodu župniku, Robiju. Torej, 1818 je bil narejen ta napis, oziroma ta kip. V uvodu sem že omenila, da se v knjigi najdejo etnološki zapisi. Uspelo vam je zbrati in zapisati drobce vsakdanjega, predvsem pa prazničnega življenja v Jakobu. To so zapisi o pogrebnih običajih in krašenju grobov, podatki o bratovščinah in njihovem delovanju, opisi starejših običajev ob cerkvenih praznikih, običaji ob cvetni nedelji, o velikonočnem pokanju, telovski procesiji, pametvi, pelojhtongi. Zanimivo je vaše zbiranje podatkov o krašenju grobov. Zanima pa me tudi, kaj od naštetega je na vas naredilo največji vtis? Na kemika v vas morda pokanje s karbidom ali na kulturnika razvoj bratovščin in društev pod okriljem cerkve? Veste, kaj je naredilo tisto, to bo pa težko odgovoriti, ne.
vsaka reč je naredila neki vtis, ne? Ampak mogoče mi je ostal najbolj v spominu dan pred cvetno nedeljo doma, ko smo delali presmece. Tedaj sem šel, seveda doma nismo imeli teh mačic, mujčik, ne, in sem šel po to k sosedu, potem po pušpan, fišpan, ne, to sem šel k staremu safošniku, ki ima taki ogromni fišpan, in potem se spomnim, kako je lepo dišalo v prostoru, ker se je ta presmec delal. Kako smo potem tisto vitre, ja, so se naredile, pa se je tisto tako lepo okrog vezalo, ne. To mi je nekako tak lep spomin na tiste čase v zvezi s to tradicijo. Hvala. Pokanje, ja, seveda pokal sem tudi, ne, tako drugi, samo sem tako malo kanglico, ne, malo je počilo. Ob prebiranju vpisov v konsekracijski register iz leta 1535 lahko vidimo, da so se pred skoraj 500 leti v Jakobski cerkvi nahajale številne relikvije. Soha bičanja Jezusa Kristusa, relikvije Salamonovih vrat, relikvije svetega Joachima, svete Uršule, hriba Kalvarije, svetega Vida, svetega Virgila. Ali ste morda med vašim raziskovalnim delom izsledili, kje so sedaj te relikvije? Kosti, kaplje krvi. Kaj pa znamenite kosti in lobanja ter črna krsta, ki jih je župnik Erhatič uporabljal pri maši na praznik vseh svetih? So še shranjene? Ja, glede relikvije tako, da mi je pač gospod župnik Furar pojasnil, da jaz nisem posvečen za to, da bi lahko te stvari tam odgrinjal, gledal, ne. So pa. Nekaj sem dvignil, pa sem videl notri neka takšna dvojna stekelca, kaj več pa nisem, ne. Je pa mi potem gospod župnik Furar pokazal relikvijarij. To je podoben je monštranci, v sredi ima dve stekli in na robu med temi dvemi stekli je krpica in čist majhna pikica. In spodaj napis, tako da si je bilo treba pogledati z lupo, S. Jacob, torej Sanctus Jacobus, sveti Jakob. In tista pikica je koščica od svetega Jakoba. V Jakobu imamo relikvijo svetega Jakoba. Mislim, da je čas, da pride na svetlo. Ja, ne, zdaj pa moram povedati, ne. Po vlomu v župnišče je gospod župnik dal to na varno shraniti v Maribor. Je že pri nas nazaj. Je že nazaj. Kdaj bi to neposvečeno ljudstvo lahko videlo? Nedeljo pri maši. Krasno. No, da povem, zakaj se je to uporabljalo, ne. Gospod župnik Erhatič to je videl vsakdo, ne, ki je šel na darovanje okoli oltarja. Tisti, ki je šel okoli, tedaj se je šlo zadnji, okoli oltarja na darovanje. Prosim? Kofri, To je darovanje, ja, ki je šel kofri, je gospod župnik ponudil relikvijarij, ki ga je lahko vsakdo poljubil. In potem, ko ga je poljubil, je imel tako belo krpico, pa je pobrisal, pa spet naslednje. Ampak seveda jaz in tudi ostali nismo vedeli, kaj to je. Jaz sem vedno mislil, da je to monštranca. Nismo vedeli, da je to relikvijarij in da je notri koščica od svetega Jakoba. No, lepo, da vemo, da imamo tako pomembne relikvije tudi pri nas. V knjigi najdemo... No, kako je pa zdaj z temi lobanjami, pa kostmi, ne, pa črnimi mašami, ki jih je še izvajal gospod župnik Erhatič.
oziroma na dan vseh svetnikov, gospod župnik Erhatič pred obhajilno mizo postavil krsto čez črno pregrinjalo in na njo mrtvaško glavo z takole prekrižanimi stegnjenicami. Ja, to je izgledalo tako malo, si je človek zamislil, ne, ob tem. In enako je uporabljal tudi pri črnih mašah. Kdor je naročil črno mašo, je tudi tako pripravil cerkev. In črne maše so bile najdražje. Sedaj seveda tega ni več. Lobanja je še vedno shranjena v omarici zadaj za glavnim oltarjem. Tistih stegneničnih kosti, pa tiste stegnenične dolge kosti, pa mislim, da je gospod župnik Markovič podaril šoli. Ne, to lahko gospa Kukovčeva to pojasni. Bo držalo? Ja, pa Lobanijo tudi imamo eno. Tudi iz pokopališča, ki je bilo cerkev. Aha. Tisto smo vsi šlatali. Ja, hvala za pojasnilo. No, pa se premaknemo s kostim naprej. V knjigi najdemo tudi sezname ljudi, ki so več stoletij sooblikovali utrip župnije. Vse od laikov, kuharic, mežnarjev, ključarjev, ministrantov, pevcev in organistov. Mene je seveda najbolj pritegnilo poglavje o organistih in tarifah za odpete in odigrane maše. Ugotavljam, da sem se rodila par stoletij prepozno. Še posebej pa me je navdihnila anekdota organista in nadučitelja Jožefa Rotmana, ki je od župnika zahteval višje plačilo za svoje delo. Ker seveda pri župniku ni bil uslišan, se je odločil za stavko. In tako na novega leta, dan 1872, ni hotel igrati na orgle. Ker je bilo petje brez organista vse prej kot Bogu v čast, je organist dosegel svoje in dobil 20% zvišanje plače. Do sedaj je bil moj vzornik Stanko Roškar, odslej je to Jožef Rotman iz 19. stoletja. Sestavili pa ste seveda tudi sezname duhovnih poklicev povezanih z jakobsko župnijo. Duhovnikov, ki so službovali pri nas, ter duhovnikov in redovnic, ki so ali izhajajo iz Jakoba. Kateri dobljeni podatek je bil največje presenečenje? Na pokopališču ste tudi postavili nagrobnik enemu izmed župnikov. Zakaj? Je še katera izmed zbranih osebnosti na vas naredila poseben vtis? Ja, zdaj je tukaj dosti vprašanj, bomo morali iti postopno. No, glede stavke organista, lahko povem, da se ni šel pogajati z gospodom župnikom Repo, sam organist, ampak njegova žena. Rekla je, ampak malo več bi lahko kaj malo več mu plačali, ne? In sta se potem pogodila, ne? Ampak preračunano, ne? Mislim, da je dobil na mesec več 10 guldnov. To je zdaj 2,5 zlatnika. Kot sem rekla, In tak zlatnik je vreden vsaj 100 evrov, to je 250 evrov, ne? Na mesec je bila večja plača. Medtem ko celotna plača za organista na mesec je pa bila tam 1500 evrov. Lahko še enkrat pa malo bolj glasno. No, ne bom rajše, ker tukaj so gospodje, ne, da ne bodo naši gospodje župniki imeli probleme z organisti. Namreč organist je večina plače tedanjega šolskega upravitelja je bila plača organista in ne za poučevanje v šoli. No pa... No, dobro, toliko zdaj o tem. Pa pustimo to. Zdaj pa eminentne osebnosti, eminentni duhovniki, ki so bili rojeni v župniji Sveti Jakob. Tako je. No, tukaj me je presenetilo, zdaj nisem vedel, da je pri nas bil rojen doktor Matija Pak.
Bil je profesor verouka na gimnaziji v Gradcu in potem učitelj cerkvenega prava na visoki bogoslovni šoli v Mariboru, torej Slomškovi visoki bogoslovni šoli. Bil je tudi stolni dekan in kandidat za ljubljanskega škofa. Gledal sem, če je on kaj napisal, ampak nisem mogel ugotoviti, da bi napisal kakšno knjigo ali kakšen članek v časopisu. Očitno je njegov področje, cerkveno pravo, težavna snov za pisanje. Pokopan je pa bil na pokopališču, kjer je danes ljudski vrt. Tako da po njegovem grobu zdaj skačejo nogometaši. Uredili ste pa... No, potem nekako Drugo vprašanje je bilo nagrobnik v Jakobu, ki ste ga uredili za enega posebnega duhovnika. Ja. Torej gre za župnika Petra Žižka, ki je v Jakobu dal zgraditi današnji cerkveni stolp, oziroma zvonik, in je kupil 3 nove zvonove. Bil je pokopan na našem pokopališču, imel je svoj spomenik in župnik Markovič je dal njegov spomenik odstraniti. Ne da bi ga ponovno napisal na ploščo pokojnih duhovnikov. Zdaj ne vem, ali ni vedel, kakšno pomembno reč je ta župnik naredil za naš kraj, ali pa je rekel, da je staro, ne pa. Ampak sedaj ima svoj napis. In seveda, ko sem jaz to povedal gospodu župniku Furarju, je on rekel, krivico moramo popraviti. In smo jo tudi popravili. Skupaj z gospodom župnikom Furarjem in Franjo smo naredili načrt za spominsko ploščo župniku Petru Žižku in jo torej posadili, ali kako bi rekel, položili na grob duhovnikov. In ker velja pravilo, kdo drugega ponižuje, torej kdor se povišuje in drugega ponižuje, bo ponižan. Kdor pa se ponižuje, bo povišan. In to smo mi tudi na tem spomeniku izrazili. Tako da je župnik Žižek napisal z enkrat večjimi črkami, kot pa župnik Markovič. No ja, Ja, no, ampak to je pravilo, ne? Če si ga ponizal, boš povišan, ne? Če si se poviševal, boš... No pa je še katera druga osebnost med duhovniki, ki je naredila na vas vtis? Ja, to je pa bil župnik Matija Breznik, ki je služboval pri Svetem Petru, sedanjem Malečniku. In na poti, na križov pot, med drugo in tretjo kapelico, ga je zadela kap in tam je umrl. In tam so mu postavili 3 metre visoki spomenik. In to je Jakobčan, torej noben drug Jakobčan, ne da bi vedel, da bi imel spomenik in da bi imel tako velik, torej 3-metrski spomenik. Kako še le to ti povišan?
No, zanimivo. Zvedeli smo kar nekaj podatkov, ki jih v bistvu nikjer ne bi morali odkriti. V tej knjigi je torej kar nekaj podatkov, ki so povsem novi in še nikoli objavljeni. Kaj do sedaj še ni bilo nikjer zapisano ali narisano? Ja, to je pa zdaj malo težko vprašanje, ne? Zdaj smo iti skozi knjigo. Torej, če gremo, kaj ni bilo narisano. Nikjer še ni bila narisan predvideni izgled Jakobske cerkve okoli leta 1535. Po opisih sem jaz naredil to skico. Na strani 5. Ja. Potem druga slika, kjer je pa avtor, gospod Rudolf Vogrin, so pa slike mlinov na veter. Namreč gospod Vogrin mi je narisal skice, jaz sem potem izrisal, ker je pač on strokovnjak za mline na veter. Potem so slike oziroma grafi, kjer je prikazano število župljanov in pa število obiskovalcev nedeljskih maš. In potem je še drugi graf, število pogrebov v župniji in število rojstev. In če lahko povem na kratko o rezultatih, število pogrebov v naši župniji presega število rojstev. V zadnjem času. V zadnjem času. Letos nam dobro kaže. Le tako naprej. V teh letih sem vas že toliko spoznala, da vem, da se s predstavitvijo knjige vaše delo ni končalo. Kaj je tema vašega nadaljnega raziskovanja v župniji? Ja, nadaljna tema so življenjepisi duhovnikov, ki so bili rojeni v naši župniji. Torej njihova življenjska pot in tudi njihovi grobovi, če so še ohranjeni. In tudi nekateri predmeti so še ohranjeni. Naprimer v Vitomarcih še imajo še ohranjena štola od našega gospoda župnika Očkerla. Oni to tam imajo kot svetinjo tole, tako oni to hranijo. Zanimivo. In ves čas ste na preži za najdragocenejšimi podatki o župniji, ki se še niso našli. Kateri so to? Kaj bi še bilo zanimivo vedeti? Ja, seveda, najbolj zanimivo bi bilo vedeti, kdaj je bil, katerega leta je bil postavljen temeljni kamen za gradnjo naše cerkve. Zdaj vemo, da je bila naša cerkev zgrajena med leti 1200 in 1500. In druga reč, ki me najbolj zanima, kje je grob našega prvega župnika Andreja Trabasa. Ve se, da je bil pokopan ob cerkvi ali v cerkvi. Ni pa nobenega znamenja, kje bi bil njegov grob. Torej, ustanovitelj, ne vemo, kje je grob ustanovitelja naše župnije. Torej bomo to poiskali. Ja, zdaj ena možnost je, da bomo na fakulteti za naravoslovje in matematiko imajo aparat, kjer vidijo 1,5 metra pa pol globoko v zemljo. Bom šel k njim, da bomo videli, če bi se dalo kaj pomagati, da bi videli, kje so skeleti spodaj v cerkvi. Ali pa, ja, v cerkvi. Tako, mislim, da je knjiga bila izčrpno predstavljena, nekaj pa vseeno naj ostane skrito med platnicami, da bo bolj zanimivo še doma. Leon, hvala za pogovor in veliko užitkov v ohranjanju kulturne in zgodovinske snovne in nesnovne dediščine našega Jakoba. Hvala.
Da danes knjiga lahko začne svojo pot med bralci, se v imenu Kulturno-umetniškega društva ter avtorja knjige z izvodom knjige želimo zahvaliti tistim, ki ste omogočili njen izid. Zahvaljujemo se domači župniji ter duhovniku Antonu Furarju, ki je bil župnik v Jakobu v času raziskav in zbiranja podatkov, ter sedanjemu župniku gospodju Robiku Sekavčniku za finančno pomoč. Ja, tale izvod bom jaz shranil in napisal lepo zahvalo gospodu župniku Furarju in mu poslal. Ja. Prav tako hvala recenzentki, gospe Nadi Svetina. Hvala gospe Sabrini Hudales iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, območna izpostava Pesnica za vso pomoč. Hvala pa tudi podjetju Minitehno in gospodu Janku Šnajderju, ter občini Pesnica in županu magistru Žmaku za finančno podporo pri izdaji knjige. Ni jo pa žal, danes ni. Bodo dobili. Ob koncu predstavitve knjige pa prosim za nekaj besed tudi gospoda župnika. Zdaj se ponadi kratek, ni nevarnosti. Pa je, ali pa veselje je, ko vidiš stole bolj ko ne polne, da zadnji se nimajo kje sedeti. Ob taki vsebini bi si želel, da bi bilo še bolj polno. Mislim, da bi vsak Jakobčan mogel to slišati. Pa se enkrat mogoče preleteti skozi knjigo, mogoče domačo nalogo za naše osnovnošolce. Ampak kakorkoli, no, je to veliko delo, nareto in mislim, da sem eden tistih te dvorani, ki že več krajih živel. Koroške sem, pa sem živel v Mariboru, pa še kje, pa sem bil v Konicah, pa v Črni. Pa bi lahko sem to rekel, vsak kraj se lahko samo želi eno tako monografijo. Mislim, da vsaka slovenska vas je zelo povezana življenje župnije in kraja in hvala vam, gospod Leon, da ste v tej knjigi to tako čudovito predstavili. Sam sem imel to čas, da sem je dobil tudi že v predogled. Je nevarno, ko začneš malo listati, hitro mine čas. Ko boste dobili v roke, se vzemite čas in vam ne bo žal. Vam pa tudi hvala za vse, kar naredite za naš kraj, za našo župnijo, pa boste naprošeni še za naprej. Vsem želim pa še lep večer naprej. Hvala lepa. Med prejemniki današnje knjige so pa tudi pevci, ki si jih tako kot knjigo delimo z župnijo. Tako da prosim pevce, da pridete po svojo knjigico. To je izraz zahvale za vaše delo na kulturnem področju. Kar pogumno. Bil bi pa že tudi skrajni čas, da se zahvalimo tudi Leonu. Najprej vam poklanjamo nekaj posebnega. Za zdravje, ker tega vam želimo največ.
In ker vemo, da bolj kot materialne dobrine cenite duhovne in kulturne, vam poklanjamo pesem. Pesem je povedala vse, ampak vseeno bi vam radi dali nekaj, da bi vas malo presenetili. In tako smo s pomočjo... Ja, pa nekaj še. S pomočjo krožka Spretni prsti in gospe Tilke Cehtl izdelali kvačkano blazino z jakobškim grbom, ki ste ga prav vi predstavili našemu kraju. Lahko ga gledate, lahko pa se tudi na Pojšterčku spočijete in naberete novih moči, da bomo leta 2024 morda spet imeli predstavitev 3. knjige. Hvala za vse. Nocojšnje druženje smo pričeli s pesmijo in prav je, da uradni del tako tudi zaključimo. Vabim pa vas, da ostanete na prigrizku ter izvrstni kapljici vinogradništva Senekovič, ter da si ogledate razstavo likovnih del, ki so nastala prav pri nas v Jakobu na likovni koloniji Paleta Javnega sklada za kulturne dejavnosti in Zveze kulturnih društev v času trgatve. Hvala vam za vaš obisk in želim vam prijeten večer. Če pa vam kdo slučajno ne bi verjel, da prav lepa je Šentjakobska fara, pa mu pokažite knjigo.